Spoštovane in spoštovani, z veseljem predstavljamo tukaj v dvorani Borisa Podreke na sedežu Univerze v Mariboru novo knjigo, nov zbornik subkulture in pogovarjali se bomo z doktorjem Andrejem Natererjem. Lep dober dan. Da. Si vesel, da jaz bom kar tikal, ker se poznava dolgo že. Ja. In dovolj dolgo sva že na projektu skupaj. Koliko let že? Več kot 10 let. Več kot 10 let si že ti urednik subkultur. Subkulture so tokrat v letošnjem letu dobile tudi novi dizajn. Povečali smo na en znanstveni format in pa tudi drugačne naslovnice. Si zadovoljen? Zelo. Jaz sem to kot napredek. Se pravi, da logično evolucijo prejšnjega formata, ki je bil, ne bi rekel out of date, ampak mogoče je prišel do svoje meje in je bil čas, da gremo naprej. Ja, saj enkrat stvari pridejo out of date, kajti subkulture izhajajo že od leta, mislim, da od leta 2001. Zgodna 2000. V začetku je bil glavni urednik Andrej Fištrevec, kasneje si ti to prevzel od njega, ampak v začetku se ne morem zdržati komentarja, ki pa je nekako mogoče tudi povezan z današnjo temo, vsekakor na nek način, kajti tukaj v tej dvorani Borisa Podreke, sedaj imenovani, sem, mislim, da kakšnih 20 let v tako imenovanem mladinskem kulturnem centru MKC ali klubu mladih, klubu MKC, kot smo ga mi imenovali konec 80-ih, začetka 90-ih, organiziral veliko rokovskih, subkulturnih, punkovskih, alternativnih koncertov. In imam, ne morem se vzdržati, namreč spominjanja na to dvorano, kakšna je sedaj, za moje pojme mogoče celo preveč ravno črtno urejena, vsaj tale prvi del, medtem ko v drugem delu so freske ohranili. A si ti bil tudi tukaj? Seveda, mislim, težko si predstavljam, da je nekdo bil toliko star, kot sem bil jaz star in da ni hodil v MKC. Ne. To, kar si ti sproduciral, smo mi z zelo velikim veseljem pokonzumirali in pustili pomemben del svojega mladostniškega življenja v teh prostorih. No, ni bil zdaj namen, da me, ni bil namen, da te pohvalim. Da si lastno hvalo pojemo, ampak ne. Ja. Hočem samo povedati, da se strinjam s tabo in da to, kar ste vi, starejša generacija, producirali smo mi, ste zelo pomembno vplivali na nas. Ne? Pomemben del mojega najstništva se je odvil v tem prostoru. A misliš, da je bil res kakšen vpliv? Jaz tega vpliva namreč ne čutim dovolj, ali pa se s časom to spreminja tako, da pač mlajši drugače sprejemajo subkulture in drugače uporabljajo subkulture. Ne? Kje so sedaj pravzaprav subkulture? V glasbi niso več verjetno. Prvi del vprašanja je to, zakaj starejši tega ne čutimo. Zato, ker v tistih časih, ko aktivno produciramo kot starejši vsebino, ima to kreacijsko moč za tiste, ki se še niso vzpostavili. Ne? Se pravi, jaz lahko govorim za tebe, težko govorim za sebe, kakšen vpliv ima moje delo zdaj na te mlajše generacije. Je pa res, da trenutnim mladim je malenkost težje, ker v naših časih so bile stvari v tem prostoru, recimo MKC, pač vzpostavljene kot javno dobro in si lahko tukaj konzumiral in produciral to vsebino. Danes subkultura oziroma scena na ta način več ne obstaja. Obstaja kot komodificirana enota, kjer ti lahko igraš, ampak moraš, se pravi, lahko igraš na štuku, ampak moraš plačati prostor. In so še pač druge platforme, kjer to je omogočeno, ampak je pač potrebno en drug mehanizem je tukaj na delu in se ta stvar pač drugače odvija. Manj je tega, bom rekel, benevolentnega javnega dobra. Mi smo bili tega še deležni, danes je tega manj. Ali imaš tak občutek? Jaz mislim, da ni samo moj občutek, bi lahko navedel tudi serijo argumentov, ki govorijo pri temu, se pa seveda pustim prepričati. Dobro, zdaj vi ste mogoče preko študentov vpleteni bolj v štuk, pa študentsko organizacijo, ki je mogoče res celo nazadnjaška, ali kakorkoli v tem trenutku ne vem, ne poznam točno, ampak je druga infrastruktura spostavljena, pekarna,
Ne nazadnje MKC, v katerem si predsednik sveta. To je res, te stvari v resnici obstajajo, ampak mi dva, ki prihajava iz konca 80-ih, 90-ih, veva, da je v tistih časih bil vpliv teh prizorišč bistveno večji, kot je danes. Bila so enotna, imela so večji kulturni in socialni vpliv, danes so ta prizorišča manjša, bolj fragmentirana in tudi vpliv je dosti manjši, tudi doseg je dosti manjši. Ne? Se pravi, širitev kulturne ponudbe logično privede neko fragmentacijo in seveda manjši vpliv. A to je drugo. Če bi povzeli podatke, je verjetno infrastrukture več. Kot sem rekel, ti si tudi predsednik ene izmed javnih infrastruktur, predsednik sveta. Vpliv pa je drugo. Odkot prihaja to, da je manjši vpliv mladinskih oziroma katerihkoli subkultur, a mogoče iz radikalnosti, mogoče iz v poplavi informacij neinformiranosti? Jaz mislim, da oboje, s tem, da temu ne bi rekel radikalnost, se pravi poplava informacija pa dostopnost vsebin preko informacijske tehnologije, informacijsko-komunikacijske tehnologije nujno privede, se pravi, do neke selekcije. Torej, ko imaš ti na voljo YouTube, normalno, pa še druge platforme, normalno, da moraš narediti neko selekcijo, po domače povedano, da sfiltriraš, kaj za mene pride poštev, kaj za mene ne pride poštev. To vrstno filtriranje potem privede do izoblikovanja okusa, ki ni več omnivorski oziroma vseobsegajoč, da zdaj vse je isto dobro in na ta način se ljudje potem specializirajo. Ne bi rekel, da postanejo radikalni, ampak postanejo pač specialisti ali pa imajo oblikovan okus za neke stvari, vse ostalo pa potem zanemarijo. Zato potem pride do oblikovanja takih butičnih ponudb, ki so zelo globoke in zelo butične, ampak ne obsegajo take mase, kot je to bilo včasih, ne, ko je recimo na Štuku ali pa tukaj v MKC-u je bil špil in so vsi prišli in ne glede na to, kaj si poslušal, prišel si sem, delno pa vsebina, ampak predvsem zaradi socialnega dogajanja in na ta način si potem tudi svoj okus v bistvu dogradil, ko si bil izpostavljen neki drugi zadevi. Ne? Se pravi, socialna kulturnost sta na nek način delovala skupaj tako, da so se obzore v resnici širila. Danes si sam za svojim računalnikom, za YouTubeom dobiš točno tisto, kar hočeš in nisi izpostavljen tistim kolateralnim zadevam, katere si lahko dobil v naših časih lažje, kot jih dobiš danes. A sva zdaj že pri temi mladi in mediji? Tema zbornika subkulture številka 16, mladi in mediji. Dotaknila sva se YouTubea. Mogoče greva skozi vsebino malce zbornika subkulture 16. Ali je težko dobiti pisce za takšen zbornik, strokovni zbornik? Zelo. Zbornik je še malo več kot strokovni, je v bistvu znanstveni zbornik. Pisce je težko dobiti iz dveh razlogov. Prvič, ker so vsebine izbrane ciljno, se pravi 1, 2, 3 leta naprej vemo, kaj bomo delali in to malo otežuje, se pravi, to naredi selekcijo med vsemi potencialnimi pisci. Druga zadeva je pa tehnična, se pravi, znanstveno pisanje zahteva tehnično, zelo specifično naravnanost, da ti obdelaš tisto, kar te zanima. Ne? Zato je ta v bistvu zbirka, ta zbornik pa seveda celotna zbirka, ena zelo posebna zadeva. Ogromno napora je potrebno in v zbiranju avtorjev, redakcijsko, potem tudi vsebinsko. Zato sem vsako leto zelo vesel, ko nam uspe tako stvar sproducirati. Pa saj avtorji dobijo kakšne točke pri znanstvenih objavah, v takšnih znanstvenih zbornikih. To je res, ampak te točke so zelo minorne v primerjavi z tistim, koliko dela je vloženega v te stvari. Ne? Tudi finančno ta stvar ni nikakor kompenzirana pri avtorjih, se pravi, ogromno je prostovoljnega dela z vidika nagrade, se pravi, če bi to delal nekdo samo za točke, lahko, je mogoče boljše, da neha. Ja, tako bi, upam, da se bodo časi spremenili, da ne bo takšnega pesimizma. Se sprehodimo mogoče malce skozi vsebino tokratnih subkultur. Prva je doktorica Daniela Lahe.
vloga množičnih medijev pri oblikovanju stališč mladih do lastnega staranja in starejših ljudi. A bi komentiral kaj njen prispevek? Ja, jaz bi mogoče en generalni uvod najprej naredil. Avtorji, ki so sodelovali, 8 avtorjev je sodelovalo pri tej monografiji z 6 prispevki. Generalno se zbornik osredotoča na presečišče med mladimi in mediji. Več razlogov je za to, da smo se pač lotili tega presečišča. Eno je vedno večja poraba IKT-ja, se pravi informacijsko-komunikacijske tehnologije med mladimi. Po drugi strani pa prepoznanje, da ta zadeva ni omejena samo na eno področje v življenju mladih, se pravi samo na glasbo, samo na zabavo, samo na interakcije preko socialnih omrežij, ampak da gre za v resnici novo sfero bivanja in obstajanja v našem svetu. Zato sem jaz začel počasi iskati avtorje, ki bi bili zainteresirani in seveda kompetentni tako stvar na nekem znanstvenem in kvalitetnem nivoju obdelati. In našel sem 2 skupini avtorjev. Eno so avtorji, ki so raziskovalci, predavatelji in strokovnjaki, že vzpostavljeni strokovnjaki za ta področja. Druga skupina so pa, bom rekel, študentje dodiplomske in podiplomske stopnje, ki se s temi zadevami ukvarjajo in jo nenazadnje tudi živijo drugače kot mi. To je to, kar so govorila na začetku. Ne? Jaz prihajam iz sveta pred internetom. Jaz sem bil že dovolj star, da sem se ga lahko napil, ko se je internet pojavil. Ti tukaj pa so rojeni v svet, kjer internet že obstaja in je to za njih ena druga danost, kot je za mene in tebe. In zato sem toliko bolj vesel, da je tudi ta skupina se na nek način odzvala. In posebno zadovoljstvo mi je, ko ugotovim, da je približno polovica enih in polovica drugih. Polovica je že vzpostavljenih raziskovalcev in strokovnjakov za to področje, polovica pa je takih, ki to živijo in skozi udeležbo v tem zborniku vzpostavlja nov odnos do tega, kar je za njih življenjska danost in to so novi mediji, nove tehnologije in tako naprej. Torej, avtorjev je 8, nas je 8, vesel sem bil, ker se je tudi prostor za mene in mojega prijatelja iz Genta pojavil v tem zborniku in bi bralce oziroma gledalce povabil k branju te zadeve, ne bi komentiral vsakega prispevka posebej. Okay. Ja, govoril, mislim, če se ti zdi primerno za to današnjo platformo, lahko komentiram svoj prispevek. Dobro, še mogoče, kdo so potencialni uporabniki te knjige in kupci? Ja, zelo pomembno vprašanje. Torej, zbirka tekstov ima več potencialnih bralcev, oziroma napisano je na ta način, da je zadeva lahko berljiva in ima visoko informativno vrednost. Se pravi, že če bi naključni mimo idoči to knjigo prebral, bi dobil nove informacije o svetu, v katerem živi. Drugače pa ima tri glavni fokusi tega zbornika so. Prvič, namenjeno je premisleku in analizi vsebin oziroma presečišča mladi in mediji. Torej, vsi, ki jih to zanima, kar jaz mislim, da bi morali biti skoraj vsi, saj konec koncev vsi smo izpostavljeni temu presečišču mladi in mediji, eni bolj, drugi manj, za vse je ta zadeva zanimiva. Kot drugo, avtorji, ki se ukvarjajo, se pravi ti že vzpostavljeni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z temi presečišči, z to platformo, se pravi z temi subkulturami dobijo možnost, da prezentirajo svoje ideje, ki jih razvijajo oziroma so jih že razvili in na ta način spodbudijo neko javno diskusijo o teh zadevah. Tretja zadeva je pa ta, da študentje, ki nimajo možnosti strukturiranega razmišljanja in ki vodi do objave, se pravi v tako prestižni zbirki, kot je to, ne pozabiti. Mislim, znanstvena monografija, poglavje v znanstveni monografiji ni mačji kašelj. Na Zahodu se plačuje za tako možnost, da ti študentje dobijo možnost
sebe preizkusiti onkraj seminarskih nalog, takšnih in drugačnih predstavitev, ki so se jih najedli, objav v nekih, bom rekel, manj zahtevnih zbornikih in tu moram povedati, da že nekaj let skušam študente navdušiti nad to zadevo in so po večini zelo navdušeni, čeprav v procesu produkcije takega pa boli. Ne? Ja, sicer bi lahko celo skozi leta opazujem, da lahko subkulture tudi označimo kot nek začetek karierne poti raziskovalcev, vsaj z področja sociologije. Ne? Ja. Skoraj vsi oziroma vse večina avtorjev z prejšnjih subkultur, z prejšnjih zbornikov je kasneje ali uspešnih predavateljev, ali uspešnih kolumnistov, ljudi v javnem življenju. Ja, seveda, mislim, to je normalno, ker to je zadeva, pri kateri neko notranje dogajanje, neko razmišljanje dobi format, ki je zanimiv za znanstveno publiko in za občo javnost. Naj povem samo za primer, ko je Univerza v Mariboru bila, oziroma programi na Univerzi v Mariboru, ko so bili evalvirani strani NAKVIZ-a, to je Nacionalna agencija za kvaliteto v terciarnem izobraževanju, in so pogledali to zadevo, so to prepoznali kot prestiž, ali pa bom rekel zelo dober način vključevanja študentov v znanstveno raziskovalno delo. Se pravi, to je zaključena zanka od ideje skozi znanstveno obdelavo do končnega izdelka, ki dobi potem status javnega dobrega. Dobro, preden prideva na tvoj članek, ki je med drugim v angleščini in skupaj s kolegom Pedrom de Breckerjem sta napisala. Še en članek je v angleščini. Treba povedati, da gre za mešanico slovenskih in angleških tekstov tokrat, ne? Tako. V znanstveni monografiji to ni ovira. Ne, to ni ovira. Jaz mislim, da je to celo prednost. Prednost je iz večjih razlogov, omenil bom samo dva. Prvi je ta, da se avtorji, ciljam predvsem na te v bistvu študente, ki še nimajo možnosti operiranja v mednarodnem prostoru, da se izmojstrijo v tej zadevi oziroma da preizkusijo, kako to gre. Druga zadeva pa je seveda namenjena oziroma je bolj zanimiva že vzpostavljenim avtorjem, to je, da vsebine, s katerimi se oni ukvarjajo, pridejo v mednarodni prostor. Lahko povem to, da v eni od predhodnih številk je sodeloval tudi Louis Aptekar, ki je eden najbolj citiranih avtorjev na področju cestnih otrok, zanemarjene mladine, beguncev in tako naprej. Tisti članek oziroma tisto poglavje v subkulturah je eno od najbolj citiranih poglavij v subkulturah, odkar subkulture obstajajo. Ne? In tu jaz vidim možnost oziroma stimuliram avtorje, da tisti, ki so pripravljeni, pišejo v angleščini, čeprav so Slovenci, ravno zato, da se ideje, ki jih lokalno razvijamo, potem prezentira na mednarodni platformi. Tako, dajva, kot smo rekla, še omeniti druge, oziroma vse povejmo, poleg Daniele Lahej, je tukaj še članek Davida Kuplena, tam, kjer se romantika v Mariboru začne, oziroma eksplorativna raziskava družbene strukture in skupinske dinamike na alternativni glasbeni sceni v Mariboru. Ja, lahko kratka intervencija. Kar nekaj rokerjev bo ta scena zanima, mislim, ta članek zanima. Ja. Se pravi, tega bom pokomentiral in to zato, ker bi David to verjetno dovolil. Zraven tega pa tudi aktivno sem bil vključen, sicer ne kot avtor, ampak bolj kot nekdo, ki je metodološko pomagal to stvar izpeljati, oziroma jaz bi temu rekel, da sem dodajal svoje skromne ocvirke, veliko večino dela je David naredil. Se pravi, gre za enega redkih sistematičnih poskusov analize lokalne scene kulturne produkcije. Torej, vprašanje je enostavno, kaj se dogaja na lokalni sceni in koliko je to vredno. In David je v tem, do izdaja Subkultur mu je uspel ta prvi del vprašanja, kaj se na lokalni sceni dogaja. Super zanimivo branje, moram povedati to, da ne gre zgolj za opisovanje lokalne scene, ker takih prispevkov je že
dokaj veliko, ampak gre za poskus analize po enih posebnih modelih, ki so v uporabi pri analizi kulturne produkcije. Eno od boljših poglavij v monografiji. Super. Naslednji je članek Marinke Krel, ko uporabnik postane vsebina. Alifatična kultura na spletu. Ja, super zanimivo branje. Ko je Marinka prišla do mene z potrditvijo, da bi sodelovala in je uporabila besedo alifatična kultura, sem jaz naredil take oči kot izda. Kaj pa je to? Se pravi, njen prispevek ponuja obrat, ne? Če si predstavljate recimo platforme oziroma sfere v virtualnem svetu, kot je recimo Second Life oziroma take stvari, ki so virtualne, dokler od tukaj gledamo tja, ko si pa tam, pa se to vprašanje virtualnosti pač dobi eno čisto novo dimenzijo in postane res samo nalepka, ne? Zato ker manjka mogoče neki malenkostni elementi in je težko govoriti o realnem, virtualnem. Se pravi, ona gre na vsebinski ravni na drugo stran, ne? Kaj je zdaj vsebina in kaj producira kaj? Super zadeva, Marinko sem povabil, da bi danes prišla sem, žal je zaposlena in ni mogla priti, bi pa vsekakor priporočal branje te razprave. Ali pa da drugič naredimo samostojni intervju z avtorji posameznih člankov. Absolutno. Naslednji je The Great Battle, Death Note versus Spider-Man. Gloria Grbavac in pa Mateja Ferk sta to. To sta dve študentki iz Ferja druge stopnje, mislim, da sta zdaj že mogoče celo magistrirali. In v resnici sta, kot si prej omenil, v tem času se jima je zgodil preboj. Ena dela za Microsoft, druga dela za eno drugo prepoznano podjetje, se pravi kot medijske komunikatorke. In to, kar je tukaj predstavljeno v članku, je v bistvu njena prezentacija ideje, analize vsebine, ki se kaže v teh superjunakih. Jaz, ko sem to prvi slišal, sem bil absolutno navdušen, sem rekel, wow, tu ne toliko z vidika vsebine, ampak bolj iz vidika uporabe modela, ki sta ga oni dve pripeljali v to analizo. Zelo dobro branje, tako medijskim strokovnjakom, kot tudi tistim, ki jih superjunaki navdušujejo. Še en zanimiv članek, zadnji v zborniku, preden gremo na tvojega. Raba družbenih medijev med mladimi migranti z območja nekdanje Jugoslavije. Napisala Marija Zelenik. Ja, Mirjana. Tudi naslov zelo obeta, ne? Marjana, pardon. Marjana. Ja. Se vrečem. Ja, zelo pomembna zadeva, se pravi, Marjana je asistentka na Ferju in se v svoji doktorski nalogi ukvarja z integracijo migrantov. Opazila je med svojim raziskovanjem, da ima informacijsko-komunikacijske tehnologije izjemno pomembno vlogo in pri ohranjanju stikov z matično državo, se pravi vsi ti Skype pa vse te zadeve, tudi vsebine, bom rekel, te medijske vsebine, ki jih trošijo, so zelo blizu matični državi. Po drugi strani pa je to vrstna tehnologija oziroma mediji kot taki ima izjemno pomembno vlogo pri integraciji. Torej pri učenju jezika, pri bom rekel, akviziciji kulture, v katero se skušajo migranti integrirati. Pa če se na koncu se dotakneva še tvojega članka oziroma skupnega s kolegom iz Belgije, Popular Music Values and Motivation. O čem bo tekla beseda? Tako. Ne o lokalni sceni v Mariboru? Ne o lokalni sceni, ne, je pa stvar za lokalno sceno mogoče zanimiva, oziroma jaz mislim, da je zanimiva, lokalna scena pa naj potem odloči. Torej, pred leti smo imeli evropski projekt, ki se je ukvarjal z vprašanjem, na kak način je mogoče popularno glasbo, se pravi glasbo, ki jo mladi prinašajo s sabo v pedagoški kontekst, uporabiti oziroma jo vzeti kot izhodiščno točko za pouk. Ne? In članek, oziroma poglavje, se ukvarja z tem vprašanjem.
s tem, da ne ukvarja se več samo z vprašanjem, vprašanje je samo izhodišče, potem so predstavljeni podatki, mi smo to testirali v 5 državah, mislim, da okrog 1000 respondentov je bilo povabljenih v ta eksperiment in na koncu so predstavljene ugotovitve. Zdaj, ideja je ta, ne, mladi so, mislim, oni živijo v svetu popularne kulture. Vsak ima neke glasbene preference, pa neke knjižne preference, pa vsebinske preference. Se pravi, vsak ima tisto, kar mu je blizu in tisto, kar mu je pač manj blizu. In mi smo pogledali, na kak način bi tisto, kar je ljudem, kar je mladim blizu, uporabili, da bi dvignili vrednoto tolerantnosti. Torej, da jaz sem recimo metalec, na kak način zdaj to uporabiti, da bi tega, ki je metalec, zbližal z nekom, ki je, ne vem, jazzer ali pa rocker ali pa mogoče tudi kak turbo folk, ne, konec konca je tudi to neka preferenca. Se pravi, to zadevo, na kak način te preference uporabljati. Pa ta netoleranca še obstaja med mladimi sploh? Ja, pokazalo se je, da obstaja. Se pravi, naša testna faza je pokazala, da je netolerantnost obstaja, mogoče ne kot odkrita agresija, ampak kot nek zid. Mene moje zanima, tvoje me pa ne zanima. Mislim, ti svoje mej. In potem... To je boljše kot včasih v 70-ih ali pa 80-ih. Ja, seveda, takrat je kri tekla. Ja, takrat je kri tekla pri tovrstnih preferencah, ne. Tudi tu v teh prostorih se spomnim, da se je marsikaj zgodilo, tu pa še mogoče kaj več tam v parku spredaj. No in potem smo, ko smo to testirali, smo odkrili, da je ta zaprtost, bi jaz temu rekel, ne netolerantnost, da je prisotna. Potem je v naslednji fazi prišel v poštev, oziroma smo uvedli pedagoški proces, kjer smo govorili o tolerantnosti in pomembnosti, da vsak ima svoje preference, ampak hkrati da je potrebno razumeti in sprejeti preference drugih. V tretji fazi smo potem to v resnici naredili, se pravi poslušali jazz, poslušali rock, poslušali metal in skušali to glasbo razumeti kot zanimivo. In potem smo še enkrat test izvedli in test je pokazal, da se je tolerantnost tovrstna glede glasbenih preferenc dvignila. Torej, odgovor na tisto prvo zadevo, ne, ali je pluralnost in obširnost scene potrebna, seveda je potrebna. Ne? Bolj, ko so ljudje izpostavljeni različnim vsebinam, bolj so tolerantni, bi jaz temu rekel. Zaprtost ne povzroča več ekskluzivnosti in več netolerantnosti. Pravzaprav bi lahko rekli, da ni širine pogleda, da morje informacij pravzaprav zapira širino. Morje informacij, takrat, ko je posameznik sam zadolžen za to, da se prebije skozi morje informacij, takrat to povzroča zaprtost. Če pa veš ti, da, ne vem, ti naši dijaki, recimo, na katerih smo to testirali, ne, oni so bili strašno našpičeni in dokler so se metalci družili samo za metalci, so pač bili vedno bolj metalci in vedno bolj zaprti v tej sceni, ko so pa začeli izkušati tudi druge žanre, recimo glasbene. Se na področju glasbe pokazalo, da so razširili in svoje vedenje in seveda tudi razumevanje glasbe in tudi sami dogradili te svoje ekskluzivne žanre z nekimi drugimi vplivi, ne? In seveda postali tudi tolerantni v najbolj občem smislu, tolerantnost v smislu težko mi je nekaj prenašati, ampak bom vseeno to prenašal, kljub temu, da mi je težko. Pa, če grem etimološko iz tolere, kar pomeni prenašati, tudi to se je dvignilo med njimi. Če mogoče poskušamo ene nasplošno, ene zaključke v subkulturah, če malce poskusimo zafilozofirati. Dajva. Ali meniš, da subkulture imajo pozitivni učinek na lokalne prostore ali nasplošno, na grobo, na široko gledano, ali so mogoče celo včasih škodljive lahko? Kakšne učinke imajo subkulture, če še razširim mogoče temo, na sposobnost, učinkovitost ene lokalne družbe, recimo nacionalnega okolja, majhnega, recimo kot je slovensko? Jaz mislim, da tisto obdobje, ker so subkulture igrale to destruktivno vlogo, ne, se pravi vandalizem, pa nasilje, pa veš tako, da tisto obdobje je mimo. Več stvari govori pri tej ugotovitvi, konec konca tudi statistika, sodna statistika ali pa policijska statistika, te stvari so v upadu. Ne. Med mladimi recimo je vse v upadu, samo ena vrsta, bom rekel, kriminalitete je v porastu.
in to je kršitev avtorskih pravic. Ne? To so vsi ti platforme, se pravi downloadanje z interneta pa kopiranje knjig je tisto, kjer mladi še kršijo, drugače pa je ta stvar v upadu. Po drugi strani pa ni v upadu, bom rekel, subkulturna participacija v tem splošnem smislu, ne subkultura v tem strogo sociološkem smislu. In to je super pomembna zadeva. Koliko jaz razumem, so to skupine, ki dinamizirajo kulturo. Se pravi, če se vprašamo, odkot prihajajo nove ideje, odtot prihajajo nove ideje. Glasbene, stilske, vezane na imidž, vezane na najširše polje kulturne produkcije. Zdaj, in tu stvar potem postane zanimiva, ne? Če se vprašamo, zakaj to mladi delajo. In jaz mislim, moj odgovor, ki ga čutim globoko v sebi, je zaradi amaterizma. Ampak amaterizem v najbolj plemenitem smislu, ki si ga lahko zamislim, to pomeni, to delam ljubiteljsko. To delam zato, ker motivacija za to delovanje prihaja iz mene. Okay, zdaj pa najdem primer za to zadevo. Ne? Pogledamo kup bendov, ki v Mariboru igrajo. Igrajo po raznih zakloniščih, garažah in tako naprej. Vsi investirajo ogromen denar, kupijo super opremo, študirajo neke komade, razvijajo neke stvari, ampak zelo težko jih je zunaj videti. Ne? Se pravi, kam greš, ja, ok, vse se da videti, ampak če boste prebrali poglavje Davida Kuplena, boste videli, da tisto, kar pride na manifestno plat, je vrh ledene gore. Ne? Kulturna produkcija je ogromna. No, in če se jaz vprašam, zakaj to mladi delajo, vidim tu en ogromen potencial to dela. Če bi njih vprašal, zakaj to delate, bi rekli, to delamo zato, ker hočemo to delati. Se pravi, neodvisni so od zunanjega stimulusa. Ne? Če bi rekel, ali veš, da ne boš nikdar v reviji Bravo ali na MTV ali kjerkoli, bi rekli, ja, ampak to je čisto nepomembno. Jaz delam to zato, ker hočem, investiram čas in denar zato, ker jaz hočem, da to delam. To mi je izhodišče, se pravi, tu vidim, da subkulture, ali pa bom rekel to vrstne skupine, ki se ukvarjajo z glasbeno produkcijo, izvaja eno stvar, ki je družba sama ne more izvajati. Ne? Štuk sam ne more sproducirati komado. Mislim, štuk nima telesa, nima možganov, nima rok, da bi igral kitara, ali pa da bi je risal, ne? Ali pa mogoče kakšna druga institucija, ki je formalno vzpostavljena. Tega ne more. Tisto, kar pa pogrešam, je sinergija med kulturno produkcijo, to vrstno kulturno produkcijo, ki je amaterska in v resnici bi bila še boljša za neko zunanjo podporo in institucijami, ki so vzpostavljene in bi se lahko povezale z temi žepki, skupinicami. Ja, jaz sem bil včasih sam v tej poziciji, da sem kritiziral te inštitucije, da ne upoštevajo dovolj novih kulturnih, subkulturnih tokov. Če je bilo to razumljeno kot kritika, potem mi daj še 3 minute, da pojasnim, ker ni bilo razumljeno kot kritika, bilo je razumljeno kot moja želja, ki je vidim presežek, ne? Da bi institucije, ki se ukvarjajo z prezentacijo ali pa s kulturnimi prireditvami, da bi vnesle malo več diferenciacije in diverzifikacije v svoj program. Ne? Ker program pa je dokaj homogen, tu se boš pa verjetno z mano strinjal. Se pravi, rola se eni in isti stili, da ne rečem komadi, na vseh platformah. In tu vidim jaz največ dobrega na večjih nivojih. Mogoče še samo o tem, a smo prepričani, da to izhaja iz tega, kot si prej rekel, ker jaz hočem. Jaz hočem to, ker je to moja intimna želja se s tem ukvarjati. Smo prepričani v kontekstu mladi in mediji, v kontekstu globalni mediji in mladi lokalnega prostora, da vsaj po lastnih izkušnjah sodeč sem imel isto podobno željo, pa če zdaj analiziram za nazaj, mislim, da sem bil pod vplivom nič drugega kot pa globalnih medijev. In potem takem več ne moremo govoriti o lastni želji, temveč že o diktirani želji, ki je že vsajena v podzavest preko globalnih medijev. Na katerega globalnega medija pa lokalni nacionalni mediji nima nikakršnega vpliva. Ker ne poznajo funkcioniranje vedno nove produkcije z vrha globalne popkulture.
Ja, normalno, vse stvari ne obstajajo v vakuumu. Mislim, koliko smo zdaj povezani v neke globalne tokove tega, to Tako še ni bilo. Ni primera iz zgodovine in to je treba sprejeti kot neko danost. Ne. Je pa res tudi to, da mi dva prihajava iz drugih časov. Ne. Se pravi, v današnjem času je kulturna produkcija težja. Težja je in v smislu kvalitete in kvantitete. Težko si je zmisliti, mislim, koliko je popularne glasbe, recimo, če pogledamo. Ogromno. Ne. Steven Wilson je izdal super album, krasen album, gledal sem intervju, mislim, res album, ki je za mene, mislim, res mi je nekaj novega, ta zadnji tudi dobavno, ampak v intervjuju on pove, da je, to je človek, tak človek, kot je to, pove, da je preveč glasbe. Ne? Normalno, zato ker je ogromno, bom rekel, takšnih in drugačnih zvočnih zapisov, ki se ponujajo. Ne? In deprivacija na tem področju je mogoče ni slaba. Ne? Jaz vem, da sem hodil na večino koncertov, ki so se v mojem času takrat dogajali v 80-ih in 90-ih. Danes ne grem več nikamor. Ne? Tudi na svoje najljubše bende več ne grem, ker enostavno sem prezasičen z vsemi temi impulzi. Ne? In tudi pri mladih, ko se z njimi pogovarjam, zdaj izvajamo študijo Mladina 2018, nacionalna študija, postavimo vprašanje v intervjujih, ali je v upadu, pravijo ne, to vrstna potrošnja ni v upadu, odahnici moramo malo, ne, preveč je vsega. Ja, teže pa je producirati tudi zato, ker je, se pravi, eno je poplava, drugo pa je, to je to, kar ti govoriš, ne, peci v vse te tokove, najti svoj glas. Ne. Danes lahko najdeš svoj glas tako, da si glasnejši. Ne. In vsi kupujejo vedno večje frešterkerje, ampak ne, kaj pa je tisto, kar mene dela distinktivno, zdaj onkraj tega, da pač kričim najbolj. Ne. V mojem času so te subtilne ideje lažje prišle ven, v tvojem pa verjetno še bolj. Ne, ne vem, nisem prepričan, ne vem, ker mislim, da tudi sam nisem končal svojega ustvarjalnega obdobja, intimno rečeno, ampak menim, da je problem osredotočenosti, koncentracije, torej najti svoj izraz, zato pač ni uspeha. In potem je tu povratna zanka, ker ni uspeha, je potem po koncu cikla odraščanja mladostnika, ko ustvarjanje na nek način ni uspešno, se pojavljajo psihični problemi. In tega bo, glede na zdajšnjo situacijo, po mojem, veliko več, kot pa je bilo iz moje generacije. Namreč, poznaš to, ne? Ostareli rocker v službi, v pisarni, ne? Preklinja cel svet, dela slabo, ker ne more delati tistega, kar bi rad. Ampak, a ni to samo neka fiksna ideja, a ni to samo nekaj, kar je bilo sporočeno, a ni to pravzaprav onemogočanje lokalnega, družbenega, podjetniškega, kulturnega prostora? Nihče se s subkulturami na tak način ne ukvarja, ne? No, eno razmišljanje samo zdaj. Če hočeš kaj drugače... Rajši ne, ker bova do večera potem tu. Imam sicer svoje mnenje. Jaz mislim, da seveda, če bi bilo denarja neskončno, potem bi ta stvar bila lahko rešljiva, ne? Ampak mislim, žal ni, ne? Žal to, kar je, to je. To je za mene izhodišče, ne svet, kot bi naj bil, ampak svet, kot je. In v tem, mislim, to je izhodiščna točka, v tem se je treba znati. Dati na mizo, kaj je na voljo in z tega potem kreirati realnost. Se pravi, hoditi v službo in potem tam preklinjati, da stvari niso takšne, kot bi naj bile, to sem se jaz trudil predelati v svojih najstniških letih. Ne, se pravi, če je stari rocker to prinese s sabo v službo, potem je mogoče kakšna regresija potrebna. Ali pa terapija, samo tega nisem zdaj povedal. Dobro, dr. Andrej Naterer, subkulture, zbornik 17, lahko torej pričakujemo raziskavo Mladi 18. Tako. Par besed o tem mogoče?
To je želja, ja, se pravi, jaz mislim, da bi, oziroma moja želja je, da bi ponovili zgodbo, ki smo jo imeli leta 2011. To je, takrat so šle subkulture Mladina 2011, ki so bile v tistem času pa neke vrste v bistvu rekapitulacija nacionalne študije Mladina 2010. Torej 2010 smo spisali nacionalno poročilo in je bilo v tistem zdravem poročila še toliko materijala, zanimivega materijala, ki ni prišlo v poročilo, da sem jaz dal pobudo, da bi napisali, da bi to preoblikovali v znanstveno monografijo in je uspelo. In je bila stvar strašno brana, med študenti sprejeta, na fakulteti sprejeta in letos je ideja ista s tem, da smo se marsikaj naučili pri Mladini 2011 in bi to znanje uporabili pri prihajajoči številki subkultur. Dobro, doktor Andrej Nater, najlepša hvala za tole izčrpno predstavitev subkulture zbornika Mladi in mediji. Priporočamo ga vsem, ki jih zanimajo subkulture, mediji, mladina, raziskave, sociologija, mogoče tudi filozofija. Andreju Naterju pa najlepša hvala za tole predstavitev. Hvala lepa, hvala.